Pozdravljeni, dragi gledalci! Danes bomo govorili o Arabcih. Versko navdahnjeni Muhamed, Arabec iz trgovske družine v Meki, je v začetku 7. stoletja oznanil monoteistični nauk, katerega bistvo je bilo vdanost Božji Allahovi volji. Nauk je temeljil na izročilu, ki sta jih poznala tudi judaizem in krščanstvo. Njegovo izročilo pa je bilo zapisano v Koranu, v sveti knjigi njegovih privržencev, ki jih imenujemo muslimani. Islam je vseboval 5 poglavitnih dolžnosti: izpovedovanje vere skozi nenehno predanost Bogu in Bogu všečnih dejanj, molitev v smeri Meke večkrat na dan, miloščino revnim, post v mesecu Ramadanu, to je 9. mesec islamskega koledarja, in hadž, romanje v Meko, vsaj enkrat v življenju. Islam je zapovedal tudi čistost svojih vernikov, pred bogoslužjem in toleranten odnos do drugih dveh verstev, ki imata svoje izročilo zapisano v knjigi, do judaizma in Talmuda ter do krščanstva in Biblije. Novi nauk je Arabce združil, arabska plemena pa spremenil v trdno politično enoto, pripravljeno na širjenje in ozemeljske osvojitve. Ker je imela nova ureditev teokratski značaj, so po Muhamedovi smrti na čelo arabskega ljudstva stopili preroki, nasledniki, kalifi, verski in politične vodje arabskega sveta. Širjenje islama zunaj Arabije med bizantinske podanike se ni izkazalo za posebno težavno. V vzhodnih deželah so ti pogosto pripadali verskim gibanjem, ki so jih v Carigradu zatirali, če pa ne, jim je arabski odnos do njihove vere ustrezal. Še zlasti pa bistveno nižji davki, ki so jih imeli Arabci. Prav spoštovanje tradicionalnih vrednot drugih ljudstev je Arabcem omogočilo, da so v izjemno kratkem času svoj vpliv razširili na celoten jug in na vzhod sredozemskega sveta in od tam prodrli tudi v Evropo, na Pirenejski polotok, Sicilijo in na druge velike otoke v zahodnem delu Sredozemskega morja. Vendar ni treba misliti, da je prihod islama pomenil razdejanje in požig cerkva in podobno, vse prej kot to. Za zgled imamo primer Damaska, mesto, v katerem je eno od krščanskih najbolj čaščenih svetišč, cerkev, kjer so bile shranjene relikvije svetega Janeza Krstnika. Z majhnimi prilagoditvami je postalo tisto, kar je danes homijatska mošeja. Pri prilagajanju cerkve v mošejo je sam carigrajski cesar poslal ljudi, ki pa so izdelali prekrasne mozaike, ki predstavljajo pokrajino in zgradbe. Islam je kmalu dobil svojo tradicionalno teološko podobo, za katero je značilna molitev v posebni molilnici, ki jo imenujemo mošeja. Njen poglavitni del je kibla, sveti zid obrnjen proti Meki, z mihrabom, vdolbino, ki nakazuje smer svetega mesta. Minareti različnih oblik so se razvili v 8. in 9. stoletju. Poleg svoje trdne teološke podobe je islam v arabskem svetu šel tudi skozi prve delitve. Med Muhamedovo vdovo in njegovim zetom Alijem so že sredi 7. stoletja nastale napetosti, ki so vodile v delitev muslimanske skupnosti na sunite in šiite. Obe smeri sta se delili še naprej, med šiiti pa se je izoblikoval posebej strog red, iz katerega se je v 11. stoletju izoblikovala sekta asasinov. Marko Polo je zapisal, da so se v arabskih deželah govorile zgodbe, kako so se asesini omamljeni zbujali v raju, da je vino teklo v potokih in da je bilo okoli asesinov ogromno prečudovitih žensk, ki pa so bile vse device. Tam so bili 5 ali 6 dni, na kar so jih spet omamili in jih peljali ven iz raja. Ko so prišli ven iz raja, so svojim govorili, kje so bili. Poglavar pa jim je rekel: prerok je obljubil, da bo tisti, ki brani čas svojega gospoda, dedoval paradiž. Vse vas čakata srečni delež, če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste deležni tega paradiža. Te besede so jih navdušile in z največjim veseljem so bili pripravljeni izpolniti ukaze svojega gospodarja in dati zanj življenje. Njegovi poslušni morilci so zato na njegovo povelje umorili vsakega sosednjega kneza, pa tudi druge, ki so se mu zamerili. Noben pri izpolnjevanju njegovih ukazov se ni bal za svoje življenje. S prvimi osvajanji se je središče islamskega sveta preneslo naprej v Damask.
sredi 8. stoletja pa v Bagdad. Selitev je bila povezana z boljšimi možnostmi za gospodarski razvoj v Mezopotamiji in z nadzorom nad poglavitnimi trgovskimi potmi med Evrazijskim vzhodom in zahodom, svilena cesta. V mestu so najprej zgradili velikanski vladarsko-verski kompleks, Kalifovo palačo, obdano z okroglim obzidjem s premerom več kot 2 km. Okrog palače pa je začelo nastajati mesto, ki je v času svojega največjega blišča za vladanje kalifa Haruna al-Rašida že doseglo 1 milijon prebivalcev. Mesto je postalo eno vodilnih gospodarskih in kulturnih središč sveta. Evropejci so po njem poimenovali kar nekaj pomembnih dobrin, od bombaža do papirja, ki se je v Evropo razširil prek Arabcev. Najstarejši ohranjeni papir v Evropi iz papeške pisarne ima vtisnjen vodni znak, za katerega so v Rimu mislili, da gre za arabske čačke. Dejansko pa gre za napise, ki poveličujejo Allaha. Krščanski Evropejci, še zlasti tisti na Pirenejskem polotoku in na jugu Apeninskega polotoka, so od Arabcev prevzeli številne znanstvene dosežke, dobrine ter kulturne navade. Evropejci so se kmalu začeli posluževati medicinskih znanj iz neevropskega sveta, aritmetičnih, geometrijskih in astronomskih znanj. Sledili so jim tudi v filozofiji, posebno ko je šlo za arabsko preučevanje grških mislecev in v pomorsko-geografskih znanj. Evropejci so prek Arabcev spoznali učinkovite namakalne sisteme in gojenje rastlin, ki potrebujejo veliko sonca in hkrati tudi veliko vode, ter seveda kulinariko na uporabi raznovrstnih živil in začimb. Čeprav so na papeškem dvoru prepovedali trgovanje z islamskim svetom v strahu zaradi trgovine s krščanskimi sužnji, so bile prepovedi neuspešne. Italijanski trgovci in Bizanci so bili v veliki meri vezani na arabsko trgovsko posredništvo med Daljnim vzhodom in krščansko Evropo. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.